Predstavil bom, na kak način v naši šoli uporabljamo mobilne naprave, in sicer po sistemu Prinesi svojo napravo. Predstavil bom, kako se soočamo z varnostnimi težavami, ki s tem nastopajo, to je z uporabo mobilnih naprav in z spletnimi aplikacijami, družbenimi mediji, in način, kako učitelji pozitiven medčloveški odnos prenašajo iz učilnic in hodnikov šole tudi v družbene medije. Tako, lepo pozdravljeni. Prihajam iz osnovne šole Brata Polančiča iz Maribora in vam bom nekaj povedal o medsebojnih odnosih med učenci in učitelji pri nas na šoli. Prva zadeva, kaj pravzaprav počnejo mobilne naprave pri nas na šoli. Naša šola je sodelovala v preteklem projektu e-šolska torba, kjer smo preizkušali e-vsebine in e-storitve, vendar na nekoliko drugačen način, namreč po sistemu Prinesi svojo napravo. To se pravi, da so naši učenci tekom projekta sami prinašali v šolo svoje naprave. Imamo to srečo, da prihajamo iz centra Maribora, kjer to nekako ni bila večja težava. In sicer smo začeli najprej z 2 oddelkoma, v naslednjem letu potem z 4 in v letošnjem šolskem letu smo v bistvu uporabo mobilnih naprav pri pouku razširili kar na celotno od 6. do 9. razreda. Naš glavni cilj je, da našim učencem damo jasno vedeti, da so mobilne naprave tukaj med nami in da so zelo, zelo uporabna in koristna orodja in da niso namenjena preživljanju prostega časa, zakaj jih oni uporabljajo, ampak zato se lahko z njimi dejansko nekaj tudi začnejo. Ampak seveda vemo, vsako orodje je tudi nevarno, ne? In zaradi tega pri vsakem orodju obstaja neka določena varnostna tveganja. Zaradi tega bi mogoče povedal, na kak način na naši šoli obravnavamo varnostna tveganja. In sicer spletna varnostna tveganja obravnavamo popolnoma enako kot varnostna tveganja kjerkoli drugje. Recimo pri pouku kemije, tako kot si v bistvu učiteljica ne more privoščiti, da ne bi bila ustrezno usposobljena, da ne bi poskrbela za ustrezna zaščitna sredstva, da ne bi učence ustrezno poučila o potencialnih nevarnostih, to v bistvu že postalo varnostno tveganje. Recimo tukaj, kot vidimo na sliki, v bistvu nek varnostni incident bi bil že tisti trenutek, ko bi si recimo učenec snel zaščitna očala ali pa jih ne bi želel nositi. Že takrat je varnostno tveganje. Ne komaj takrat, ko mu kaj pade v oko in potem dobimo na grbo cel kup odvetnikov, policije in to, kar smo slišali v preteklosti. Prav tako v bistvu jaz zelo rad enačim varnost na spletu z varnostjo v prometu. Pravzaprav gre za zelo podobno zadevo. In v bistvu tako, kot imamo na šoli, pravzaprav v osnovnih šolah imamo celo sistematizirane učne ure, zato da učenci pridobijo certifikat, to se pravi kolesarski izpit, da lahko učenci, da lahko varno sodelujejo v prometu. In tako kot v bistvu mora za prometno vzgojo dejansko učitelj izpolnjevati neke minimalne zahteve, tako enako bi bilo potrebno tudi na spletu. In tukaj gre v bistvu za to, da dejansko šole smo v bistvu, smo že danes večkrat slišali, na nek način odgovorne za naše učence 24 ur na dan. Vemo, da vsaka osnovna šola potrebuje načrt varnih in nevarnih poti v šolo, pa čeprav vemo, da smo šole za naše učence pravzaprav odgovorni, komaj ko učenci prestopijo prek šole. Noben se pa še ni nikoli spomnil, da bi šole potrebovale pa nek varnostni načrt, kaj bodo pa učenci počeli takrat, ko bodo po digitalni poti prišli v šolo. V bistvu po eni strani spodbujamo uporabo e-gradiv, spletnih učilnik, interaktivnih učbenikov, uporabo mobilnih naprav, to se pravi, jim damo orodja, ampak to se pravi, da v bistvu moramo poskrbeti za to, da jih bodo tudi varno uporabljali. In v bistvu tako kot je potrebno v bistvu, da recimo, če se vrnemo spet kolesarskemu izpitu, da je mentor zelo dober, da ne rečemo voznik, vsekako mora biti dober kolesar, tako v bistvu se bi moglo pričakovati, da bi pri poučevanju varnosti na spletu, za katero pravzaprav smo prej videli, tudi iz rezultatov ankete sploh ne vidimo, kdo bi pravzaprav naj bil za to zadolžen, v bistvu tudi učitelj mogel biti ustrezno usposobljen.
Ne, in tukaj nastaja še večja težava. Namreč pri prvih dveh primerih takoj vidimo in nadaleč opazimo, ko gre karkoli narobe, ko otrok sname zaščitna očala, ko otrok sname čelado, bomo takoj vedeli, bomo lahko takoj reagirali. Medtem ko pri uporabi mobilnih naprav pa je dosti teže zaznati varnostne incidente. Zakaj pa zapravo prihaja do varnostnih tveganj? Danes smo slišali že vse možne scenarije raznih zlorab in tako dalje. Na naši šoli se trudimo spremljati naše učence v družbenih medijih in pravzaprav pridemo do spoznanja, da se večina varnostnih tveganj ne zgodi zaradi nekega cyberbullyinga ali pa kakšnih drugih oblik nasilja, ampak večina varnostnih incidentov pravzaprav nastane zaradi tega, ker si učenci želijo krepiti svojo digitalno identiteto. Tako kot si v bistvu mladostnik vsako jutro pogleda v ogledalo, pogleda, ko gre v trgovino, pazi, da kupi pravo znamko kavbojk in tako naprej, tako se potem trudi to njegovo identiteto izkazovati tudi na spletu. In večina incidentov po naših izkušnjah prihaja po naših izkušnjah zaradi tega, ker učenci pravzaprav grejo nek spletni ekshibicionizem. To se pravi, da v bistvu so sami tisti, ki izpostavljajo svoje osebne podatke, ki izpostavljajo svoje neprimerne fotografije na splet. Recimo primer enega učenca od lani je javno objavil, da bo v Gatah pretekel okrog šole, če bo zbral 10.000 všečkov. Seveda ni bilo dvakrat zareč, da ni dobil 10.000 všečkov, in seveda tudi javno objavil video posnetek, kako je tekel v Gatah okrog šole, da tako rečemo. To se pravi, da v bistvu vidimo, da noben ga ni v to silo, noben ni ničesar zlorabljal, ampak na naši šoli recimo že takšno dejanje predstavlja varnostni incident in ga obravnavamo. In se z učenci pogovarjamo o njih in v bistvu tudi, recimo, dosti smo se že pogovarjali o prepovedi snemanja, pa na splošno prepovedi uporabe mobilnih naprav v šoli, ampak dejansko varnostni incident je že tisti trenutek, ko učenec potegne telefon iz žepa takrat, ko ga ne bi smel. In že takrat ga v bistvu treba popolnoma enako obravnavati, in v bistvu ga tudi mi obravnavamo, kot takrat, ko če bi ne samo nekaj posnel, ampak tudi že, če bi se posnetek, seveda neprimeren posnetek znašel nekje, kjer se ne bi rabil. Zdaj pa, kako pravzaprav mi zaznavamo vsa ta varnostna tveganja, katere sem v kratkem nakazal. In sicer naša šola v bistvu, da rečemo, moto, vizija naše šole je zadovoljni in uspešni učitelji, učenci in starši v sodobni prepoznavni šoli, odprti za ideje, znanje in sodobne tehnologije. In v bistvu naš moto prenašamo iz realnega sveta, to se pravi, tako kot se v bistvu učitelji trudimo, da bi z nekim pozitivnim zgledom prenašali ta moto na učence in potem upali, da tudi učenci na starše, v bistvu to, pa ne samo v učilnicah, tudi na hodnikih, tudi na ulici, vse to potem prenašam tudi v splet. In sicer naša šola ima tudi v bistvu uradne profile na nekaterih družbenih medijih, najbolj razširjenih, kjer v bistvu seveda zelo pomembno vlogo odigrajo učitelji. Kot sem že prej omenil, se učitelji pojavljamo vse posod in v bistvu tudi tako kot gremo na nogometno tekmo, tako kot gremo v gledališče, vse posod srečujemo učence, starše, vse posod se trudimo biti zgled in vse posod v bistvu o nas govorijo, pa če mi želimo ali ne. Zaradi tega v bistvu ljudje, če želimo ali ne, smo učitelji tudi neke vrste poljavne osebnosti, ki smo v bistvu neprestano izpostavljeni očem. In enako v bistvu se dogaja ne samo v realnem svetu, ampak tudi v spletu. In zaradi tega je glih pomembno, kot smo že tudi v preteklosti slišali, da si v bistvu ne zatiskamo oči in rečemo, jaz pa nisem na Facebooku, pa jaz ne želim biti na Facebooku. Jaz hitro vprašam, si prepričan, da nisi na Facebooku? In sicer, v bistvu, kaj se potem dogaja, potem v bistvu pride do tega, da ti v bistvu topli odnosi se potem počasi selijo iz to se pravi iz učilnic, iz hodnikov, tudi na splet. In potem v bistvu smo priča temu, da v bistvu se tudi učenci začnejo z učitelji na nek način pogovarjati preko spleta. To je recimo primer ene
zahvale bivših devetošolcev njihovemu razredniku v 9. razredu, ki je bil objavljen na zidu uradnega šolskega profila. Ne. V bistvu je ena taka zelo lepa gesta. Ne. In potem spet tukaj mogoče bi za nekdo rekel, zdaj pa vi vaše učitelje silite v uporabo družbenih medijev. V bistvu sploh ni res daleč od tega. Ne. Mi se v bistvu o družbenih medijih pogovarjamo v zbornici, ampak to ni mišljeno zdaj tisto obrekovanje ob kavici, ampak dejansko konstruktivno pogovarjamo se o družbenih medijih tudi z učenci, to se pravi, da učitelji, predvsem razredniki se z učenci pogovarjajo, kaj se na spletu dogaja. In v bistvu, če učitelj ima recimo profil na vsaj enem družbenem mediju, potem je lahko on dovolj kompetenten, da se z učenci o tem pogovarja. Namreč vemo, da učenci v bistvu iščejo neko zaupanje pri učiteljih, dostikrat so razredniki večji zaupniki učencev kot starši, ker pač staršem iz XY razlogov ne želijo nekih stvari razlagati, razredniku pa. In v bistvu razrednik lahko tukaj zelo dobro vlogo igra, če je vsaj delno seznanjen z delovanjem družbenih medijev in sicer seznanjen iz prve roke. Tako kot ne more kolesarskega krožka voditi nekdo, ki ne vozi kolesa, ampak samo nadaleč in teoretično ve, kaj so to rdeča rumena in zelena luč, tako tudi vprašanje, če je lahko nekdo dober razrednik učencem v višjih razredih osnovne šole, če si ni ustvaril svojega profila na vsaj enem družbenem mediju. No, tukaj recimo še to je v bistvu, kaj se mene tiče, tu dejansko sploh ni debate, ne? Dejansko komunikacija, dejansko na tak način učimo pravilne komunikacije. Sedaj se vprašamo, kako uspešni pa pravzaprav smo v zaznavanju raznih varnostnih incidentov, da tako rečemo. Uspešni smo lahko le, če takoj ukrepamo. To se pravi, da dejansko se moramo dosti ves čas pogovarjati in ustrezno odreagirati. Recimo, to je bil primer izpred nekaj let, ko so učenci posneli selfie sredi ure angleščine, kateri bi lahko odšel mimo vseh nas, ne, lahko bi se delali kot da ga ni, sledil bi mu še en in tako naprej, ampak zgodilo se pač to, da so ti trije učenci še pred koncem te iste učne ure, kjer so objavili ta posnetek, že sedeli z mano in ravnateljico na sestanku, ne, kjer smo se že pogovarjali o tem, kaj se objavlja, kje se objavlja in tako naprej. Ne. Seveda pa se treba zavedati, da takšnih primerov dejansko v šoli, sploh tisti, ki se zgodijo v odmorih izven šole, popoldne doma, v mestu, zaznamo zelo, zelo malo. Ne. V bistvu se moramo zavedati tega, da jih zelo malo zaznamo, zato je toliko bolj pomembna preventiva. Naslednja zadeva, pravzaprav ni ponavljajočih vzorcev. Učenci si vedno znova zmišljujejo neke nove finte, vedno znova pridejo z neko drugo idejo. Zaradi tega bomo vedno znova presenečeni nad njihovo inovativnostjo, kako se da mobilne naprave uporabljati, kaj vse se da početi na internetu. Ne, in pač edina rešitev je, da se z njimi pogovarjamo, da jim mi kaj pokažemo, da oni kam nam pokažejo. Ne. Tako recimo je največja dodana vrednost, ko se učenci in učitelj sedejo v računalniško učilnico ali pa za razredni računalnik, pa oni pokažejo učitelju, kako se naredi profil na Snapchatu, recimo. Ne? No, to smo povedali. No, to se pravi, zadeve, na katere pa kljub temu moramo biti pozorni, še vedno pa zadnja leta dosti manj se pojavljajo razni lažni dvojni profili učencev. Dostikrat se zgodi, recimo sploh na Facebooku, ki je v bistvu med starejšo populacijo zelo popularen, da imajo učenci en profil za učitelje in starše, pa en profil, za katerega vedo samo njihovi prijatelji. Ne? Tako da to pač moramo imeti, ne, o tem, da lažejo o svoji starosti in tako naprej ne govorimo. Ne? Potem zelo pomembno, česa se moramo zavedati, da učenci bežijo iz Facebooka. Tukaj treba povedati, da ko bežijo, ne mislimo, da oni ne uporabljajo več Facebooka, še vedno ga uporabljajo, zaradi tega, ker je Facebook postal v bistvu zelo pomembno sredstvo korporativnega komuniciranja. Danes vsi klubi, vse trgovine, vse blagovne znamke oglašujejo preko Facebooka in že zaradi tega učenci želijo tam biti. Ne? Kljub temu, da še sporedno pa uporabljajo družbene medije, ki se sproti razvijajo, ne? Ker tam pa se počutijo bolj varno, ker tam pa nas ni, ne? Ker mi imamo Facebook dovolj, drugega ne rabimo. Ne?
No, kljub temu pa, jaz pravim tako, da če smo učitelji, bodimo vedoželjni, dajmo poskusiti tudi, kako izgledajo ti novi družbeni mediji. Moje mnenje je, da bi vsak učitelj mogel kdaj pa kdaj preizkusiti en nov družbeni medij, si ustvariti profil v njem. Ne samo od daleč, pa ne samo gledati na YouTubeu navodil, kako se to dela, ali pa samo gledati, kako učenci ali pa otroci doma klikajo po njem, ampak da ga dejansko preizkusi. Recimo, ko sem sam preizkusil Ask.fm, slišal sem cel kup zgodb, kako frustrirajoče je to, da so otroci delali samomore zaradi vprašanj, ne? Ampak tudi jaz v bistvu z dolgoletnimi izkušnjami, pa kot zagrizen zanesenjak, ko sem dobil na moj profil Ask.fm prvo žalitev, seveda anonimno, ne? Mi tudi ni bilo vseeno, kljub temu, da sem bil na to pripravljen, ne? Tako da se tudi to frustracijo doživeti iz prve roke je zelo, zelo pomembno, ne? Zaradi tega je res pomembno, da sami preizkusimo, kako dejansko različni družbeni mediji delujejo, ne? To pomeni, da smo pravzaprav nismo več prisotni samo 24 ur 7 dni v tednu, ampak tudi 360 stopinj vse posod, ne? To je seveda nekaj iluzorno pričakovanje, ampak vse smo vsi optimisti. Tako, recimo, kaj bi bil potem takem recept naše šole? Prva zelo pomembna zadeva je strategija spletne komunikacije šole. Tu ni mišljen pravilnik, tu ni mišljen nek seznam omejitev, ampak strategija, kam si želimo iti. Ne? Potem delo z starši. Ne? Slišali smo danes tudi že več zgodb in od tega, kako starši pridejo v nabito polno telovadnico, do tega, kako organiziramo predavanje za 3 starše. Ne? Morda je tukaj delo za starši bi tudi lahko šlo v neko drugo smer. Ugotavljamo v bistvu, da je Facebook pa nasplošno družbeni mediji so dejansko vedno bolj prisotni tudi med starši. Vemo, da Facebook je zdaj med nami že 7 let, to se, mislim, da že več celo, ne? Že kar lep čas in so v bistvu tudi, je to medij staršev, ne? In recimo ugotovili smo, da imamo dosti krat neka objava na Facebook strani šole ima več všeč kot staršev, koliko smo videli, da so prebrali sporočil, ki so prišli preko spletne strani za starše, ne? To spravi na elektronske naslove, ne? To spravi, da morda tudi nagovarjanje staršev preko družbenih medijev bolj pravi način za njihovo komunikacijo, bomo lažje pritegnili in bomo več od njih odnesli. No, potem naslednja zadeva seveda spremljanje trendov in v bistvu, kar je najpomembneje, seveda digitalne kompetence učitelja. To se pravi, da se vsi skupaj ves čas izpopolnjujemo in pomembno je, kajkoli počnemo tukaj, počnemo timsko, da se pravi v skupini učiteljev. Tako, to je bilo z moje strani na kratko, kako se na naši šoli lotevamo teh zadev. Pa prosim, če še ima kdo kakšno vprašanje. Najlepša hvala. Pravzaprav res hvala za ta primer dobre prakse. Vmes, dodala bi sam kratek komentar, pa sledi moje vprašanje. Namreč sem se res od srca nasmejala, ker ravno v zvezi s Facebookom oziroma Faceom se je 14 dni nazaj zgodilo prav to, da smo v bistvu ena izmed učiteljic pač rekla, da Facebook je brez veze, da Facebook itak je, tam nočeš biti in ne boš in ne. In potem smo skupaj z učenci ugotovili oziroma so ji povedali, da gospa učiteljica, vi pa že ste na Fejsu, ne? Tudi če niste vedela, ne? In smo pač potem to naprej uredili, ne? Ampak v bistvu imela bi pa pravzaprav vprašanje, ne? Mogoče, ko bo zanimalo nas pravzaprav vse, ne? Jaz kot pravzaprav, ko se pač ukvarjam z digitalnim marketingom oziroma z družabnimi mediji, pač tukaj vidim, da v bistvu imate res pravzaprav cel projekt zelo dobro razdelan, ampak včasih pa mogoče bi nam prav prišla informacija in sicer, veste, ko se za kakšno idejo odločimo, ne, potem je v bistvu zelo mogoče težko dobiti ta buy-in, ne, torej v bistvu, da vse pritegnemo, oziroma v bistvu, a imate kakšen nasvet oziroma kakšen primer, kako pa v bistvu potegniti recimo cel šolski kolektiv ali pa kako potegniti vse ostale, a ne, da se pač predano lotijo tacega projekta, no. Tako da, pa še enkrat čestitke, no, super vam gre.
Pritegniti cel kolektiv je utopično, to mislim, da se vsi zavedamo, ne, mislim, da v Sloveniji ni kolektiva, ki bi cel stal za takšnim projektom, ni naš namen. Naša zgodba izvija še iz prejšnjega projekta e-šolstvo, kjer smo ustanavljali neke e-razvojne time, tudi po vaših šolah, ne. No in v bistvu ta naš e-razvojni tim deluje še danes. Seveda z popolnoma spremenjenimi cilji, nalogami, v rahlo spremenjeni sestavi. Dejansko naš razvojni tim na šoli vsebuje tiste učitelje iz posameznih aktivov, ki so res najbolj zagreti in si v bistvu sami želijo nekega tega. Ne? In v bistvu potem znotraj tima v bistvu smo izoblikovali recimo kolege, ki so administratorji Facebooka, pač smo si podelili naloge in potem se v bistvu to počasi mreži, ne? Potem, da prijemo do tega, da se v bistvu potem pridružuje vedno novi ljudje, da se pogovarjajo, ne? In da se mreženje v prvem pomenu besede, ne samo na papirju. Ne? Ta timski, ta razvojni tim, mislim, da je prava rešitev. Ne? Še kdo kakšno vprašanje? Aha. Jaz imam v bistvu vprašanje, a vsi potem sledite tem novim omrežjem, ki nastajajo, a imate potem porazdeljene funkcije znotraj kolektiva? Se veste, ko vi enkrat osvojite v bistvu en medij, pač otroci iščejo novega, verjetno, ne? Ja, seveda. Logično, ker postane malce brezvezno, da tako karikiram. Ja, no to se v bistvu tukaj levi delež uporabijo zajedniki v 8. in 9. razredu, ki se z učenci o tem pogovarjajo, ne, in potem ponovadi zadeva zgleda tako, da se mi potem v timu pogovarjamo, ja, veš, zdaj pa učenci so nekaj novega nagruntali, ne, in potem se zmenimo, kdo bo to malo pregledal, sprobal, pa se potem spet dobimo, pa se pomenimo, kak zadeva deluje, ne, mogoče še kdo drugi pa izkusi, ne. Glavno so razredniki 8. pa 9. razredov so pri nas tisti, ki preko pogovora z učenci ugotavljajo, kaj so trendi, ne. In pač na žalost je tako, da mi lahko samo sledimo, ne moremo jih ustvarjati, ne. Tako, ne, če sem ti odgovoril. Ja. Še kdo? Aha, Tanja. Mogoče tudi se kaj posvetili tem forumom in pač marsikatera stran, mi smo imeli tudi v začetku našo spletno stran šolsko in je bil odprt forum, ki je bil predviden pač za vse in so se potem otroci najbolj oglašali in to kot anonimni, ne, in smo se znajdli v eni taki slepi ulici, kar je bilo tudi žaljivo in tako in potem nismo vedeli druge možnosti, kot da smo ga zaprli, ne. Vemo pa, da to ni pot in da bi mogli posabljati tudi, da bi se bolj kulturno na forumih pogovarjali in me zanima, če ste se srečali s tem. Hvala za vprašanje, ker ste me zdaj napeljali na eno pomembno zadevo, ki sem vam mislil povedati, pa sem pozabil. Ne? Namreč pri nas v bistvu posvečamo zelo dosti pozornosti ravno digitalni identiteti učencev in se trudimo, da bi jo gradili. In sicer pri nas učenci dobijo svojo šolsko digitalno identiteto že v 3. razredu v okviru celega računalniškega tedna, kjer se učimo o varnih geslih, o tem, kaj je to uporabniško ime, kaj je to digitalna identiteta. In potem v bistvu imamo od 3. razreda dalje v bistvu en super spletni poligon, to se pravi, to so pa naše šolske spletne učilnice, ne, ki so pravzaprav eno družbeno omrežje z nekimi svojimi zakonitostmi, ki je zelo zaprto in ki pravzaprav ne omogoča anonimnosti. Ne, to se pravi, tam se učenec mora prijaviti svojim uporabniškim imenom in geslom in jih tam v bistvu od 3. razreda dalje učimo najprej, potem tudi takrat dobijo tudi oni svoje šolske elektronske naslove in takrat se v bistvu že od 3. razreda dalje učimo, kako pošiljati elektronsko pošto, zato da smo vljudni, da se držimo nekih osnovnih pravil. Potem tudi forumi v spletnih učilnicah, seveda, ne, in ker v bistvu to delamo sistematično in v bistvu skozi cel čas že jih učimo in navajamo na to, da tak in tak niso anonimni, ne, da tudi če piše, da je nekje nekdo anonimen, v resnici ni, ne.
V bistvu vsaka šola ima to možnost, zdaj sploh zaradi tega, ker vemo, da vse osnovne šole morate tak in tak imeti letos te slavne AI račune, ne, zaradi kolesarskih izpitov, ne, in se dejansko da zelo lahko narediti spletne učilnice, da enostavno ni v njih več anonimnosti. Ne, pa če rečemo, učenec se mora pojavljati samo za svojo digitalno identiteto, ne, in jih s tem vzgajamo. Ne, upam, da sem vam odgovoril. Ja. Tako, ja. Dobro, še kdo? Potem pa najlepša hvala za to predstavitev. Hvala.